NN podcast s Suzano Lovec. Spoštovane gledalke in poslušalke, spoštovani gledalci in poslušalci, to je NN podcast, jaz sem Suzana Lovec. Moje oddaje so objavljene na NN, torej na nninfo.si. Nanje pa se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov in na YouTube kanalu NN Slovenija. Vidite me tudi na EONu in na Metroplayu. Izjemno pozornost namenja človeškim zgodbam in zgodovini, ki jih je krojila. Ob tem pa odpira prostor tudi zamejstvu, prostoru in življenju, ki ga slovenski mediji prepogosto spregledajo. In še natančnost, neumorno spraševanje in preizpraševanje ter sposobnost odločanja. To je bilo iz obrazložitve nagrade. Prejšnji teden je Društvo novinarjev podelilo novinarske nagrade Čuvaj Watchdog za novinarske presežke v lanskem letu. In eden od nagrajencev, ki je dobil nagrado za debitanta leta, je Jakob Murovec, novinar NN, moj kolega torej. Jakob, dobrodošel in še enkrat čestitke za to nagrado. Živjo, hvala. Začniva tisti dan pred tednom dni na prejemu nagrade. V prihodnje si Murovec želi pisati in pripovedovati zgodbe, ki bodo pri bralcih vzbudile zanimanje, jim dale odgovor in mu odkrile lepoto, ki je vse povsod okoli nas. To so tvoje besede. To si povedal po prejemu nagrade za debitanta. Zdaj, naš poklic v prvi vrsti ima veliko opraviti z težkimi stvarmi, slabimi stvarmi, odkrivanjem nepravilnosti, z vojnami, preverjanjem, slabimi novicami, krivicami. Ampak ti si ta človek, ki reče, lepota je vse okrog nas. Torej, sredi tega sranja, ki ga gledamo, v katerem poročamo, ti rečeš, lepota je vse povsod okrog nas. Kje jo ti vidiš, kje je vse zate lepota? Zdi se mi, da še posebej pri zgodbah, če recimo pogledam na moje delo, ki se tiče recimo bolj zgodovine ali pa nekih človeških zgodb iz preteklosti, je dosti lažje iskati lepoto. Mogoče smo ljudje zelo zdaj navajeni na neko vizualno lepoto, na neko lepoto z Instagrama, ampak se mi zdi vsaj meni, da je lepota tudi v nekih zelo lahko težkih, hudih zgodbah. Konkretno pri zgodovini recimo so zgodbe ljudi, lepoto sem začutil in jo najdu in se mi zdi, da po odzivih jo je najdlo tudi veliko bralcev v reportaži z Lisca, ki sem jo delal recimo letos poleti. To je ena majhna vasica v Knežki grapi, to je še bolj ozka dolina kot Baška grapa. In tam je ena majhna vasica, zdaj se že konkretno zarašča, mislim, da že njih 30 let nihče ne živi več tam. In čeprav ampak so pa še ljudje, ki poznajo neke zgodbe iz tam. In čeprav je bilo neko življenje teh ljudi tam zelo težko, ker so živeli daleč stran od vsega in so mogli vse, kar so lahko prinesti na rokah, peš, nikakor drugače se tja ni dalo, je bilo še vedno en kup nekih zgodb, ki ti dajo en tak lep občutek, ki govorijo o neki povezanosti med ljudmi, o nekem zanimivem sožitju z naravo in potem tudi mogoče z malo zgodovinske distance se marsikakšna bolečina zdi danes precej drugačna. Tudi če govorimo recimo o kakšnih hudih vojnih zgodbah iz obdobja druge svetovne vojne, v teh težkih trenutkih se vedno pokaže neki humanosti. Ne? Vedno je nekdo, ki nekomu gre pomagati, ki gre preko sebe, zato da, pomaga sočloveku. In to je ta lepota, ki kljub vsemu, ko si rekla, sranju in vsem težavam in vsemu hudemu še vedno seva. Mogoče na daljši rok, mogoče je res treba, da pač na to pogledamo pač z neko distanco zgodovinsko in časovno, ampak ja, res je lepota vse povsod okoli nas. Zato. Ja, in je tudi novinarjeva naloga, dolžnost in verjetno tudi zadoščenje, da to lepoto lahko iščeš, da si vzamemo ta čas in da jo vidimo? Absolutno. Ni vedno mogoče se vzeti tega časa, to mi je absolutno jasno, ker tako kot v vsakem poklicu je tudi tu en delež dela, ki ga je treba narediti, hitro in treba narediti vsakodnevno in pač to stvar preprosto pokriti. Ne? In potem pride čas za te lepe zgodbe, kjer se pač mogoče malo bolj ustaviš, si dovoliš, da stvar gledaš malo več časa,
da o njej več časa razmišljaš in na to potem napišeš in potem še prespiš, še enkrat predelaš tekst, tako nekaj vržeš ven, nekaj ostane, nekaj spremeniš. Tako da ja. Na N1 si prišel še kot študent, ne, in se pred 3 leti zaposlil, začel si v Desku, najprej z najosnovnejšimi novinarskimi opravili, a zelo, zelo hitro začel pisati v Desku zahtevnejše stvari, hoditi na teren, se tudi recimo javljati z volitev, z požarov in do najzahtevnejših novinarskih zvrsti, recimo pisal si tudi že kar nekaj člankov za rubriko Poglobljeno, ki jaz urejam. Zdi se, da si v bistvu prehodil že kar dolgo novinarsko pot, čeprav imaš 25 let. Kaj je v novinarstvu, kar te Jakob žene, motivira, navdihuje? In kaj mogoče ob tem ti opažaš kot mlad novinar, da novinarjem in novinarstvu jemlje sapo? Jaz te poznam in vem, da to ne bo jamar odgovor. Če mogoče začnem pri tem, kar mene poganja. Imel sem po začetnem tacanju in hoji, ob opori, ob kolegih, ki so pomagali, ob urednikih, ki so pomagali in vse, so potem eno obdobje, ko sem že toliko shodil, da sem se lahko sam malo gibal po tem nekem novinarskem prostoru, ampak nekako pa nisem imel idej, kaj bi počel in vse. Potem pa ne vem, kaj se je premaknilo. So ideje začele prihajati same. In kar me žene, je neka zanimiva ideja, ki se mi pač porodi v glavi za pisanje članka. Lahko je to zanimiva oseba za se pogovarjati, lahko je to zanimiv kraj, ki ga je treba obiskati. Lahko je to samo nek zanimiv vidik, pogled na neko stvar, ki jo gledaš vsak dan. In to me ponavadi zelo zmotivira, potem jaz malo o tem razmišljam, strmim v zrak. In imam srečo, da imam tudi urednike in delodajalce, ki so teh mojih fantazij veseli. Zelo veseli, mi dopuščajo fantazirati in me celo plačajo zraven. To imam res srečo. Kar se pa tiče novinarstva, kaj mu jemlje sapo? Do neke mere, tudi to jamranje. Meni se zdi, da bi novinari, da bi zelo, zelo veliko pomagalo, če bi, ker videvamo vsak dan, da zaveznikov nimamo nikjer, ne v državi, ne v inštitucijah, ne v kapitalu, ne v privatnih lastnikih. Zaveznike bi mogli iskati med ljudmi, ki nas berejo, ki nas poslušajo, ker v končni fazi mi to delamo zato, da pač nas oni preberejo, da pač neka stara mama zjutraj kupi časopis in prebere, kaj si napisal. V javnosti torej. Tako. In mislim, da tu imamo ogromne možnosti za izboljšati. Krasen prvi korak bi bil, da bi bili do javnosti in do naših bralcev zelo bolj iskreni. Da bi jim bilo jasno, zakaj nekaj počnemo, zakaj je ta članek napisan. Da jih si ne bi domišljali, da smo pametnejši od njih, ker se mi zdi, da nas spregledajo. Vse umazane trike spregledajo, čeprav se morda ob pogledu na kakšne merilce rejtingov to ne zdi, ampak pač spregledajo nas, poznajo naše trike. Govoriš o teh trikih, naslovih. Tako, o naslovih, o reciklažah člankov, ki so praktično eno in isto, ampak pač z neko mikro nijanso in so v bistvu sami po sebi namen, ker pač ta članek ker se je o tej tematiki prejšnji dan vladalo veliko zanimanje in danes potem, čeprav nimamo nobene nove informacije, bomo pač še enkrat to poobjavili, samo malo spremenili vsebino in pač s tem poskusili uloviti še kakšen klik ali dva. Zdi se mi, da na tem pa seveda na raznih nekih prikritih hibridnih vsebinah, na pol oglaševalskih, pri kakšnih lastniških povezavah. Vem, da ni enostavno, da predvsem v komercialnih medijih imamo itak vedno velike težave in hudo konkurenco za oglaševanje, ker pač od tu priteka naš življenjski sok, pač denar in tisto, kar nas poganja. Ampak mislim res, da bi na tak način z iskrenostjo marsikakšen problem rešili. In da je javnost lahko zaveznik in močan zaveznik. Nekoč, ko sem šla snemati sem podcast nekega gosta ali goste,
In sva se nekaj pogovarjala in sem ti jaz rekla, ne vem, kaj sva se pogovarjala, ampak nekako je prišlo do tega, da sem ti rekla, a veš, da je mene po vseh teh letih, ne, po stotinah snemanj, še vedno strah, ko grem v snemat. A se spomniš tega? Ne vem, če, ampak nekje zveni znano. No? Okay, jaz se zelo spomnim, kaj si ti meni rekel. Nimam pojma. Ti si meni rekel, Suzana, to je zaradi tega, ker ti je še vedno mar za to, kar delaš. Zdaj se mi je, po mojem sem ta stavek tvoj povedala že kar nekaj ljudem, ker se mi je zdaj tako res tak pameten stavek. Pa me zanima, a je tebe, a imaš tudi ti kdaj tremo pri čem, kar delaš? Ali pa te čutiš malo strahu, recimo? Ja, seveda, da imam. Seveda, imam konkretno recimo pri tej podelitvi. Jaz sem bil absolutno prepričan, da to mi ne bo noben problem. Potem sem sedel tam in je pač kar naenkrat se začelo približevati. Ljudje so se nabirali v dvorani, so bili že tu drugi nagrajenci, seveda novinarji, ki jih poznaš, ki veš, da so pisali in delali krasne in ogromne stvari in da imajo za sabo take kariere, da res impresivne. In potem je začelo kar malo stiskati. In v bistvu me je najbolj stisnilo pred drugem stavku iz obrazložitve, ki si mi ga pač danes prebrala, o tem, da so kao to karakteristike odraslega izkušenega novinarja. Ja, torej, da so v bistvu, mislim, da ta stavek je sicer izpadel iz tega, nisem ga danes prebrala, ampak šlo je v tem smislu, da so to karakteristike nekoga, ki bi lahko bil izkušen urednik, ne pa novinar na začetku. Tako. To je bilo eno tako priznanje, ker mi je kar malo sape zmanjkalo, sem si rekel, wow. Ja. Se potem je šlo, ampak ja. Ne, seveda da je strah. Pač ni ta trema, ki te ohromi, po kateri ne moreš nič, ampak je ta trema, ki pride iz odgovornosti, ker pač to, kar delamo, je odgovorno. Tako je. Potem so seveda tudi, kdaj ne vem, kakšne krize, končaš intervju, končaš pogovor z bilo kom in si rečeš, oj, tega nisem vprašal, to bo katastrofa. Pa se vedno na koncu nekako izkristalizira in nekaj izkaže. Tako da, ja. Ti si sicer novinar v Desku. Kako bi opisal prvenstveno novinar v Desku? Kako bi recimo nekomu, ki ne dela v Desku, opisal, kakšno je to delo? Torej, ko ne delaš recimo za poglobljeno, ko ne greš nekam na požar, ko ne delaš volitev, ko je nek reden dan v Desku? Temu bi jaz rekel kot neko dežurstvo v kakršnikoli službi. V bistvu mi pridemo sem, da smo na voljo, da v bistvu pokrijemo katerokoli novico, ki pač ta dan se zgodi, da smo pripravljeni tudi iti na teren, če je treba, da smo pripravljeni pokriti več različnih področji, se takoj hitro informirati o nekem področju, čeprav nismo strokovnjaki, takoj obvestiti človeka oziroma bralca, mu takoj podati neke ključne informacije, mogoče tudi že kakšno interpretacijo in kontekst. Z detajli se potem ponavadi ukvarjajo ljudje, ki so specializirani za to, oziroma tudi mi pač potem pokličemo včasih koga in se pravi z nekim sogovornikom, strokovnjakom pojasnimo kakšno zadevo. Ampak ja, mislim, da beseda dežurstvo močno, lepo dobro opiše to, kar v bistvu počnemo v Desku. To je osrednja dnevna informativa, ki vas v bistvu v največji meri srečuje na telefonih, tablicah, računalnikih. Tako. Zdaj, pisal si pa kar tako, kot sem rekla, kar nekaj tudi poglobljeno. Recimo, pisal si o stanju slovenske manjšine v Italiji nedavno. Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze, je takrat tebi rekla, kdor hoče biti Slovenec, ne more biti antifašist. Ne more ne biti. Ne more ne biti antifašist. In še, vsako jutro se moramo odločiti, da smo Slovenci. Zdaj, mi dva so oba Primorca. Tebi se sliši, tudi meni se sliši, ko s tabo govorim. Recimo moja stara mama je bila še ta generacija, ali pa recimo ta Ščavi, ne, ki si jo ti omenjal, to žaljivko za Slovence, ne, za naše prednike. Recimo moja stara mama je še doživela, ne, te žalitve. Kako bi rekel, je to v bistvu ta strah in upor fašizmom vseh vrst doma tudi v mladih Primorcih, ki jih srečuješ v svojih terenih? Ga je dovolj, tega antifašizma? Ne vem. Fašizem kot ideologija je ena stvar, ki je dan danes seveda drugačna kot leta 1920.
se kaže na drugačne načine, verjetno je v nekih osnovah še vedno ista, ampak se pa, in to mogoče je najbolj skrb zbujajoče vse pri meni, da se širše, ne govorim zdaj na Primorskem, ampak pač širše svetovno evropsko pojavlja relativizacija tega. V smislu, da celo interpretacija v smislu, da Hitler, ki pač nekako naslednik, potem kompanjon tega utemeljitelja fašizma, je bil socialist, levičar, zato ker se je njegova stranka klicala nacionalsocialistična. Ne smemo pozabiti, da antifašizem je bil vrednota Evropske unije, na kateri je bila pač Evropska unija, ta skupnost, v kateri smo v bistvu dolgo časa stremeli in zdaj je v krizi in jo dostikrat uporabljamo kot psovko, ampak pač nam je bila leta in leta cilj. In še je za marsikoga. Ta skupnost je nastala v bistvu na podlagi antifašizma. Celotna Evropa je pač stala na podlagi antifašizma, tudi neke, desnosredinske krščanske stranke so poudarile to kot vrednoto, ne kot psovko. Se mi zdi, da danes se predvsem ta ideja, da je treba pač fašizmu nasprotovati, se obrača in pač antifašizem postaja neka psovka za neke skrajneže levičarje. Ne vem, to se mi nikakor ne zdi v redu. Ker kakorkoli obračamo, to sem enkrat zgovoril z enim zgodovinarjem, ko sem pisal o fojbah, to, če poiščete, boste ga zagotovo našli. Konkretno mislim, da je v članku o častnem nazivu za Mussolinija. Ga bom pripela zraven v ta članek naš. Tako. Gorazd Bajc je iz Mariborske filozofske fakultete. On je zelo lepo razložil, poleg tega, da fašizem za Slovence, ki smo pač zaradi fašizma, trpeli, umirali, bili preganjeni in se nam je dogajalo vsega hudega, tudi drugi narodi, kjer je pač fašizem zašel in potem tudi pač fašizem v drugih pojavnih oblikah zašel, so pač trpeli. Ampak on je zelo jasno povedal, da zakaj je fašizem slab, neučinkovit in vse in slaba stvar tudi iz italijanskega vidika. Prva svetovna vojna, Italija je iznešla kot zmagovalka, osvojili so ta del Primorske, osvojili so dežele, ki so bile iz njihovega gledišča zgodovinsko italijanske in s tem dosegli nek svoj cilj povezovanja vsega italijanskega naroda. Fašizem, ki je državo potegnil v drugo svetovno vojno, iz katere je šla Italija kot poraženka in po kateri je izgubila velik del tega osvojenega ozemlja, tega italijanskega sveta. Fašizem je v bistvu izgubil ta ozemlje, izgubil je Sabotin, na katerem so umirali na tisoči italijanski vojaki, izgubil je dele Krasa, izgubil je Soško dolino, ne vem kaj vse še. Že samo to ne daje nobenega alibija, da mogoče bil pa še v kakšnih majhnih vidikih fašizem dober. Ne gre. Pred kratkim sem gledala dokumentarec o D'Annunziu, ki je okupiral, zavzel Reko, italijanskem fašistu pred fašizmom in genialno je, kako je v bistvu ta hrvaški režiser naredil ta dokumentarc, ker je temu D'Annunziu in vsemu temu grozljivemu početju v bistvu nekako na en način oduzel moč s tem, kako je naredil ta dokumentarc. Ni šanse, da potem, ko vidiš ta dokumentarc, kdorkoli poveličuje tega človeka, ker je brez da bi ga zares smešil, tako kontekstualiziral, v bistvu z nekimi humornimi primesmi, vrnil zgodovino v današnji čas in med ljudi. In ko je ta zgodovina vrnjena med ljudi, postane v bistvu na nek način ta oseba tudi komična in ni šans, da jo kdorkoli vidi še potem, ko vidi ta film,
torej da bi ga lahko poveličeval. To se mi je zdela taka res vrhunska poteza tega dokumentarca. Pišeš pa tudi za zamejski tednik Novi glas. Kako je drugače pisati o manjšini ali pa za manjšino? Za manjšino, jaz s urednikom tega tednika, z Danielom Devetakom, sva se v bistvu zmenila, da se jaz njihov človek v Ljubljani. In jaz pripravljam tedensko, ponavadi samo en prispevek, ker drugače mi več ne znese. Včasih tudi kakšna dodatna stvar, ampak ponavadi je to pregled tedna v domovini. In jaz sem v bistvu koliko je to, enih 4500 znakih s presledki in skušam povedati zgodbo, glavne poudarke tistega tedna. Ne. Malo drugače je z vidika, da moraš malo, v manjšem smislu moraš računati, da je 100 km pač med Ljubljano in Gorico in da je zato pač kakšno stvar bolje pojasniti, malo bolj na široko in podrobno, ker pač, in razumljivo seveda, ker pač te ljudje živijo v nekem dvojnem sistemu. Oni so vezani in na slovenski sistem in še toliko bolj na italijanska. Tako da recimo vsekakor jim moraš pojasniti, kaj je KPK. Ne? Mi smo navajeni, spremljamo to, vemo, kaj to je, ampak pač mogoče pa sama kratica KPK ali pa tudi že beseda Komisija za preprečevanje korupcije nekomu ne bo pomenila nekaj posebnega, če mu pa pač pojasnimo, pa je mogoče potegnil kakšno sporednico in rekel, pa sej nekaj podobnega imamo pa tudi nekaj italijanskem sistemu. Tako da pri tem, na tej ravni se mogoče najbolj pozna. Pa seveda mogoče je treba, oziroma stremim k temu, da v ta izbor vedno vključim tudi kakšno temo, ki je bolj lokalna, tako recimo za vidik Primorske, ali pa da je zelo pomembna za manjšino. Če se pač nekaj zgodi, da je to pomembno za manjšino, niti ne nujno samo za slovensko manjšino v Italiji, oziroma slovensko skupnost v Italiji, tudi recimo, ko se je dogajalo glede racije pri Peršmanu, se je o tem veliko pisalo tudi v njihovem tisku, ker so slovenske skupnosti v tujini so zelo povezane med sabo, manjšinske. Avstrijska, Slovenci v Avstriji in v Italiji pa še posebej, ker jih v bistvu druži meja. Gor pri Trebižu se pač v bistvu dobesedno stikajo, imajo ogromno sodelovanja in tako da tudi taki dogodki morajo priti v ta tedenski pregled, čeprav mogoče na nacionalni ravni oziroma z razgleda tu iz Ljubljane niso tako visoko. Čez teden ti živiš v Ljubljani, a doma si v vasi Ložice, sem prav naglasila, na pol poti od Tolmina do Nove Gorice. Ko si šel pisati rubriko Poglobljeno o Novi Gorici in Gorici, so se ti ljudje z obeh strani meje dobesedno odprli in kot je bil naslov, spomini so prišli ven. Smo, Jakob, dovolj dovzetni za spomine, za čustva, za lekcije, ki jih ti spomini nosijo? Nekaj si o tem govoril že na začetku tega pogovora. A v današnjem hitrem tempu življenja in vsem hudim, o čemer tudi poročamo, dovolj poslušamo, se slišimo? To je dobro vprašanje. Ta moj članek sem si nekako zamislil kot pripoved neke stare none vnukom. In sem res skušal čim bolj vplesti človeške, da pač zgodovino pripovedujemo preko nekih človeških zgodb in ljudi, ki so takrat živeli. Zdaj, to je seveda vedno bolj težko, ker pač ti ljudje umirajo. Sem gledal recimo neke članke, ki so jih pisali ob nekih obletnicah vstopa v Evropsko unijo in takšne stvari pač recimo pred 10 leti. In so imeli pač novinarji priložnost govoriti tudi z ljudmi, ki so, ne vem, bili v vojno vključeni, z nekaterimi, ki so se spomnili še prve svetovne vojne, z ljudmi, ki so bili ob postavljanju meje odrasli. Jaz sem tu govoril z ljudmi, ki so bili takrat otroci, oziroma najstniki. In prav zato, ker se te generacije pač tudi poslavljajo in umirajo in pač z njimi gre tudi ta živ spomin, se mi zdi, da je to zelo pomembno. Najprej, da se posluša, se pravi, če imate nono doma, dajte poslušati.
In še bolj, da se to zapiše, ker pač da nekje trajno ostane. Seveda nosijo lekcije s sabo. Mislim, kako naj zgodba, boleča, težka zgodba, mejne črte, ki ti grob tvojega očeta preseka na 2 kosa in je eden v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji, drugi v Italiji, čez teče bodeča žica, stražijo ga vojaki, tja lahko prideš samo za 1. november, če se preveč približaš žici, kričijo nate, bojiš se, da boš mogel iti na zagovor in tako dalje. Nekako ti taka zgodba ne bo prinesla lekcije. Mislim, meni se zdi, da v takih zgodbah, recimo, da v takih zgodbi vidimo totalen nesmisel neke trde meje, ki je včasih oziroma obstajala. Mogoče prav v tem članku je mi bilo najbolj zanimiv podatek, ki se spet malo naveže na to absurdnost te meje, da je bila meja na Trgu Evrope, to je ta skupni trg Nove Gorice in Gorice za železniško postajo, kjer se mesti stikata. Meja tam med tem blokovsko delitvijo je bila tam samo razvita bodeča žica in vojska. Po osamosvojitvi oziroma pač v tej zaključni fazi Jugoslavije so pač postavili eno manjšo, nižjo ograjo, podobna je bila vrtni ograji, taka zelena je, če greste v muzej na meji v Novi Gorici ali pa v Epi, ki boste videli, in en majhen zidek, ne. Potem je to potem smo vstopili v Evropsko unijo, Schengen, tega ni bilo več, potem je prišel COVID. Mejna ograja na Trgu Evrope je bila najvišja v času COVID-a. Se pravi, leta 2020-2021 je bila ograja visoka 2 metra. Mislim, zelo absurdno, ko pač postaviš, ko primerjaš s tem, da pač je bila na stiku tako imenovane železne zavese samo ena bodeča žica. Potem pa pač 2-metrska ograja, ki niti, virusa ne more zaustaviti. A ne? Pred nekaj meseci si se ogledal predstavo Anhovo, spet smo v tvojih krajih, Žige Divjaka in Katarina Morano, in bil si pretresen, to se spomnim, ko si prišel nazaj. Torej, seveda, to je predstava o Anhovem, o azbestozi. Ali oder prenese več kot realno življenje? Kako sta se tukaj spojila oder in realno življenje? Kako si ti videl to predstavo, kot človek od tam? To je bilo, ne spomnim se točno, koliko je trajalo, vem, da je bila precej dolga, mislim, da več kot 2 uri, mogoče 3, ampak to so bile 3 ure totalnega sesuvanja z dejstvi. Tu si niso privoščili, mislim, nobene neke, kako ne rečem, v tem, kar so oni povedali, ni bilo nič, kar ne bi mogli preveriti, kar bi lahko postavili, ne vem, na laž pod vprašaj. In je bilo neverjetno, kako v bistvu ta samo nizanje dejstev, preverljivih dejstev, lahko sesuje človeka. Z ljudmi, ki niso iz Soške doline, iz okolice Anhovega, ki ne poznajo mogoče toliko te stvari, je bil to, so mi predvsem govorili o tem, kako zanimivo je bilo to predstavljeno in kako poučno, če lahko rečemo. V bistvu je bil to boljši kot vsak dokumentarc do zdaj, ki so ga naredili za televizijo, film ali kakorkoli, ker se uživo, režiser je genialec, pač postavil nas je na oder skupaj z tik ob te igralce, ki v bistvu prizarjajo zgodbo Anhovega odkar je zidarski mojster Nibrand ugotovil, da se iz tistega kamna, iz naših koncev da pač narediti nekaj več in nekaj več in ga celo uporabiti v gradnji. Za domačine je bilo pa to zelo težko. Za domačine je bilo težko, ker oni igralci in predstavi niso uporabljali imen, razen funkcionarjev, ampak pač, ko je pač šlo, ne vem, za navadne ljudi, za delavce, za aktiviste, niso uporabljali imen. Tudi ko so govorili zgodbe o bolnih ljudeh, o ljudeh, ki so umirali, niso uporabljali, ampak kot domačin si poznal skoraj vsakega. In to je bilo zelo težko. Zelo je bilo težko. Res je sesulo človeka. Je bilo, definitivno bilo za videti, ker je bilo impresivno, domiselno, že samo z vidika, kaj teater prenese, kako bolj živo je.
ampak je bilo pa zelo naporno. In mislim, da so dobro zajeli to tragedijo, ki se je pač zgodila, ki se je zgodila že pred dosti leti, ne, sej z azbesta od prehoda od 2000 ne proizvajamo več, je prepovedan. To pa ne pomeni, da ljudje niso nehali umirati, ne. Zdaj recimo rake in druge komplikacije povezane z azbestom odkrivajo pri generaciji mojih staršev, recimo, k sreči z mojimi zaenkrat je vse v redu. Ampak odkrivajo jih pri ljudeh, ki so zdaj v 50-ih, niti ni nujno, da so to ljudje, ki so delali v tovarni. Vem za zgodbo ene ženske, ki so jo odkrili mezoteliom, to je ta agresivni rak, mislim, da je pljučne mrene. Ona nikoli ni delala v tovarni, ker je bila pač premajhna takrat. Je pa pač tekla po šolskem igrišču, ne, na katerem so bili neki ostanki azbesta. In očitno je bilo že to dovolj. Nedavno si bil v Srbiji, kjer si preveril, kakšna je Srbija 1 leto po zrušitvi nadstreška, po 1 letu protestov, po 1 letu študentskega gibanja. Kaj ti je dala ta pot v Srbijo? Najprej bila je tako zelo zanimiva, ker pač šli smo nekam, ven z pisarne, pa seveda je tudi tema že zelo zanimiva. Zelo mi je bilo, najprej sem dobil en velik novinarski opomnik, da treba iti na trening. Ja. Zgodbe preganjati preko ekranov, do neke točke te pripelje, več pa ne. In je treba pač vstati in iti do ljudi in jih vprašati in začutiti in gledati in upijati. Zelo me presenetilo, kako te v bistvu pretresajo prizori, ki jih recimo 1 leto gledaš prek ekranov, prek slik. Jaz sliko novosadske železniške postaje sem videl milijonkrat v zadnje leto, ker se res jaz in kolega Nejc po mojem tu v uredništvu največ pokrivamo. Največ pisala o tem, ja? Tako. In ko pa pač prideš tja, parkiraš avto, stopiš ven, te stisne pri srcu, pač je nek poseben občutek. Isto, potem ko smo se sprehajali po Beogradu, videli filozofsko fakulteto z vsemi transparenti, to so spet neki kraji, ki sem jih ogromno gledal pač nadaljavo prek agencij, fotografij, uživajo to čisto drugo. Meni je še vseh po koži takrat, ko si se vrnil, ne, to si pisal za rubriko Poglobljeno in si pripovedoval v bistvu, in kar si mi pripovedoval še preden si to napisal, a ne, rekel si, in potem je bila ta zadnja skupina študentov, a ne, ki smo jih srečali in sva šla z Denisom, Denis je tukaj zdaj za kamero, torej snemalec in fotograf, in sva šla z njimi in potem so se avti ustavljali in oni so nosili tako zastavo in drugo zastavo in bil je musliman in bila je Srbkinja in potem sem te sprašvala nekaj o volitvah, ampak ko bojo volitve, oni vejo in si ti meni rekel, ti razumeš, oni gledajo česte volitve. To je v bistvu plus teh ljudi, ti ljudje gledajo česte volitve. Ne? Zato, ker morajo, ker oni, sej verjetno bralci in ljudje, ki pač malo spremljajo, to so opazili, da pač je aktivnost in pogostnost protestov pač seveda zastala, zelo upadla, ampak zato so razlogi. Njih so v bistvu preko profesorjev tudi in vsega so pač nekako prisilili, da se vrnijo na fakultet in da nadaljujejo z izobraževanjem. Moramo se zavedati, da pač to so mladi ljudje, ki so prišli študirati v Beograd, Niš, Novi Sad, lahko tudi iz nekih čisto ruralnih krajev. Fakultete so plačljive, nekaj denarja gre že za stanovanje, tudi za šolnino, da ti računaš na kakršnokoli pomoč države, pa pač moraš študirati redno, dosegati določene uspehe in pač biti priden študent. In zato so bili oni v bistvu že poleti prisiljeni se vrniti na fakultete, na hitro obdelati osnov iz prejšnjega študijskega leta, do novembra položiti se izpite in nadaljevati z novo študijsko leto. In pač jasno je, da pač to nekako ne more iti v nedogled, blokade, protesti in vse. In ker pač točno to pač težko je držati aktivacijo ljudi
mislim, že med študenti, kaj šele širšo Srbijo, bi bilo zelo ozkogledno, da bi samo ciljali na volitve in na to. Oni so v bistvu dosti bolj, kako ne rečem, boljša stava je bila v tem, da so oni šli srbski družbi pokazati, da se da drugače, da se da dosti bolj povezovalno, da se da prebijati mite in nacionalnosti. Tako, mite in delitve iz 90-ih, ker so pač preprosto ljudem pokazali, da se da drugače. Tudi če ostanejo na oblasti tisti, kot so že zadnjih 12 let, se da drugače. In to, po mojem, je več vredno kot vsaka volilna zmaga. S fotografom Denisom Sadikovićem sva v 3 urah, ki sva jih z novopazarskimi študenti preživela na cesti med Čačko in Požego, začutila vso privlačnost in veličino tega gibanja, ki v zadnjem letu spreminja Srbijo. Videla sva, kako kolono skupaj vodita zastavi Srbije in bošnjaške manjšine, slišala navdušene pozdrave ljudi, začutila ljubezen in empatijo. Srečala sva moža, ki je napravil velik ovinek na svoji poti samo zato, da bi pozdravil študente in jim dal zastavo Novega Sada, kamor so šli. Videla sva radost in veselje mladih nosilcev sprememb, ki ohranjajo jekleno osredotočenost in gledajo daleč v prihodnost. Kaj se lahko naučimo mi od teh študentov? Se vrača mogoče na neka izhodiščna vprašanja, ki so zate, ampak kaj je recimo tisto, kar lahko mi Slovenci vzamemo iz teh? Torej, živijo v neki Srbiji, ki jo moramo mi gledati, spremljati, močno spremljati, tudi zaradi tega, kar se dogaja z mediji, tudi ZNN Srbija, biti podporni ves čas, torej res kot državljani Evropske unije gledati, kaj se tam dogaja. Ampak če greva na te 3 ure, ki sta jih preživela z Denisom z njimi, kaj je tisto, kar ti bo recimo ostalo? Ker čutilo se je, da ti je bil to navdih, recimo. Ne, definitivno. Mislim, vse sva potem govorila v avtu, da če bi verjetno bilo neko tako gibanje pri nas v Sloveniji, bi se mu sigurno pridružili, ker to, kar so oni počeli in predstavljali, je bilo zelo nalezljivo. Zelo hitro se lahko navdušil. Seveda, kot novinar si mogel ohranjati neko distanco, to je normalno. Ampak tako, ko sem razmišljal potem malo z človeškega vidika, razumeš, zakaj mi je uspelo osvojiti srca pač velikega dela Srbije. Kaj se lahko od njih naučimo, je to, da so spremembe tudi v tako v zelo nekih težkih, neugodnih situacijah možne. In da so možne z revolucijo vedrih obrazov. Te protesti res niso protesti mrkih obrazov, zagrenjenih, jeznih, čeprav so pač usklili iz obupa, ker zdaj v Srbiji ni, da niso na oblasti naši in zato mi iz Evropske unije smo pač nastrojeni proti Vučiću. Ampak pač država prosto ne deluje. Policija ne ščiti točno določen del državljanov, ne vseh. Ko pač mati žrtve iz Novega Sada gladovno stavka pred srbsko skupščino in pač pride ljudje tja jo podpirati, se policija ščiti postavi proti tej skupini ljudi ob tej žalujoči materi, ki gladovno stavka, in ščiti pristaše Srpske napredne stranke, ki so v tem tako zvanem Čacilendu pred skupščino in za katere so mediji razkrili, da so med njimi kriminalci obsojeni za najhujša kazniva dejanja, od posilstev do umorov do napadov. In ko oni mečejo petarde, se policija ščiti obrne proti tej drugi skupini. Poskušam ilustrirati, da pač res je država, ki ne deluje. Ki ne deluje. In proti temu se da še zmeraj na en zelo simpatičen, energetičen in z vedrim obrazom upret. In tudi doseči neke spremembe. Sej oni so dosegli ogromno. Tudi če se danes reče, ok, konec je, nič več ni, so oni že dosegli precej, ker so pokazali, da se da drugače, da se da na bolj pozitiven način, da je srbska družba, ki smo recimo ob streljskem pohodu v osnovni šoli v Ribnikarju gledali kot nam zelo nasilno, da je lahko boljša, bolj nežna, bolj sočutna. Te stvari. In to velja po mojem povsod.
Ta teden si pisal dnevnik za sobotno prilogo Večera. Tudi tam te lahko preberejo naši poslušalci in poslušalke. In tudi iz tega tvojega zapisa veje ena stvar, ki je značilna zate in kateri si se danes med pogovorom, ne vem, če se zavedaš ali ne, večkrat v bistvu vračal k tej neki spoštovanje skupnosti in vera v skupnost, ne? V povezanost, to recimo jaz opažam, v neko dobro povezovanje. Zdaj, videl si to recimo pri teh študentih, ne, v Srbiji. Kako to gojiti v sebi, kje najti v tem času, o katerem sva že govorila, da smo v njem, ne, hitrem, negativnem, tekmovalnost, histerija, nor tempo, pehanje za denarjem, izžemanje, kje najti to v sebi? Sprašujem, težko, ampak ja. Ne, sej, to se mi je zdaj prišla na misel ena lekcija, ki nam je vedno dala mama, zakaj treba držati skupaj. Ne? Se pravi, če ti vzameš palčke, pašto, karkoli, špagete in če eno po eno boš hitro zlomil, ne? Če pa pač poskušaš zlomiti cel šop, se boš mogel ali zelo namatrati, ali pa ti mogoče celo ne bo uspelo. Ne? In mislim, vera v skupnost in to, da živimo skupaj, ne pa vsak posebej je nuja. Že z tega eksperimenta je logično. Ne? Ne vem. Pomoč eden drugemu, ne? Solidarnost. Ja, mislim, če spet se vračam k pogledu nazaj, ampak pač zgodovina, učiteljica življenja, ni zastojn ta rek. Ljudje so skozi težke trenutke v zgodovini, ampak res težke trenutke, ko govorimo o vojni, lakote, vse druge hude zadeve, šli vedno skupaj. Zakaj bi mi lahko šli sami? Smo toliko boljši, ne verjamem. Star si rekla, sem prej 25 let. Na tvojo generacijo mi starejši gledamo z nekim upanjem, zaupanjem, pričakovanjem, mogoče celo zahtevo, da stvari vi spremenite na bolje v vašem času, v času mojih otrok. Če lahko postavim to vprašanje, recimo, da govoriš v imenu generacije, kako občutite ta svet, ta pričakovanja, te probleme, ki so v svetu, ali pa kako ti kot predstavnik te generacije na to gledaš? Jaz bi se mogoče malo izuzel iz te generacije, kar se mi zdi še zmeram kot novinar nekako skušaš z neke ptiče perspektive gledati, držati utrip družbe, ne pa se pač nekako udeleževati. Čeprav si hočeš nočeš vpleten, ne, ker pač si eden od milijard ljudi na tem svetu. Ne. Zdi se mi, da najprej to generacijo, mojo generacijo recimo, no, da je ne razumejo najbolj, zato ker po eni strani, ravno predvčerajšnjem sem bral naslove v nekem mediju, mislim na tujem celo, da je to neka odtujena, čudna, zafrustrirana generacija, polna bolečine. Po drugi strani pa stalno poslušamo, da je to generacija, ki prinaša spremembe, ki se požvižga na konvencije, ki je nek svež veter, ki prinaša optimizem, na katero gledate z optimizmom. Zdaj, kaj res nimam pojma. Ampak definitivno se mi zdi, da je definitivno to generacija, ki mogoče za razliko od kakšne prejšnje, pa mogoče tu res govorimo o ljudeh, ki so še kakšno leto mlajši od mene, ki si res upa upret. No. Zdaj, imamo v Srbiji primer, ko so pač mlajši ljudje stopili, vse te študenti, s katerimi sem govoril, so bili mlajši od mene, vsaj eno leto. Tam so oni stopili na čelo tega vala sprememb. Imamo primer iz Nepala, iz nešteto drugih držav, kjer so bile te tako imenovane Gen Z revolucije oziroma revolucije generacije Z. Govorijo o tem, da smo bolj aktivni, kar se tiče obiskovanja volitev, udeleževanja volitev, politične aktivacije. Nazadnje, en majhen plusek tega je bil tudi pred časom, ko so zaradi vojne v Gazi okupirali oziroma zasedli eno od predavalnic FDV-ja. To so spet bili ljudje, kolikor jih poznam, oziroma kolikor sem uspel, ker sem pokrival tudi to stvar, razumeti, so bili to spet ljudje, ki so bili kakšno leto mlajši od mene. Ne. Jaz za svojo generacijo ne najbolj predstavljam, da bi pač rekli, dajmo to narediti. Ne. Res zanimivo. Seveda pa je to generacija, ki jo pestijo in jo bodo pestili številni problemi, ki so pač nastali.
definitivno je tu pač problem stanovanj, kje bo živel, kje ne bo živel. Tu pač problem ni omejen samo na mojo generacijo, ki je pač zdaj v nekih zgodnjih 20 letih ali pa pač vstopati. Ja. Je pa pač ni ena pozitivna spodbuda. Ne? Po drugi strani za marsikoga tudi tu recimo nam problem okolja, stvari, ki se pač dogajajo, ko vsako leto videvaš nove, vedno hujše požare, vedno hujše poplave, vedno hujše, plazove, ki uničujejo, ki prihajajo blizu, vedno bolj blizu tebe in že vplivajo mogoče na tebe, na tvojo družino, na nekoga, ki ga poznaš. Hkrati pa se mi zdi, da so centri moči oziroma, kako naj temu rečemo, ljudje, ki lahko odločajo, se pravi odločevalci, ljudje na položajih, vlade, mednarodne inštitucije, Evropska unija, če želite, so trenutno precej bolj zaposleni z vprašanjem varnosti. Jaz se dostikrat malo vračam v neko razmišljanje iz leta 2019 in ga primerjam z današnjim. Takrat, čeprav potem so umanjkala dejanja, je bilo ogromno govora o zelenem prehodu in o okolju in o klimatskih težavah, ki jih treba rešiti. Ne. Nismo jih rešili, ampak zdaj se pa niti pogovarjamo ne več od njih. Ne. Zdaj je tu orožje, varnost, nek tak problem in se mi zdi, niti ni možnosti več, da bi, ne moramo si privoščiti, da bi se sploh lahko o tem pogovarjali. Ne, ker zdaj imamo, tako izgleda, nek drug, hujši problem, ne, pred vrati. In se mogoče jaz definitivno, morda še kdo drug, ker vem, da v teh okoljskih organizacijah je dosti mladih, se po mojem definitivno boji, kaj bo, ko bo pač ta nezdravana bolezen enkrat udarila na plano so silo in se bomo praskali po glavi. Bolezen, ki je tukaj ves čas. V kakšni Sloveniji želiš živeti, Jakub? To je težko vprašanje. Seveda ima vsak nek svoj seznam želja. To verjetno se itak, pa verjetno se tudi razlikujejo. Ne? Želel bi živeti v državi, kjer stvari funkcionirajo. Da se niti slučajno ne približamo kakšnemu scenariju Srbije. Ker mislim, ljudje, ki tam delajo, recimo satirično, imajo najlažje delo na svetu, po mojem. Tam pač situacija je že absurdna. Spravi, da imamo neke delujoče sisteme, da te stvari, ki nam jih naj bi država kot državljanom nudila, da pač to deluje, da so te stvari urejene, da smo država, ki s svojimi sosedi dobro sodeluje, ampak hkrati skrbi za svoje ljudi, ker pač imamo dosti, v bistvu od 3, oziroma v bistvu imamo v vseh 4 sosednjih državah imamo neko svojo mašino. In da pač kljub temu, da je treba vzdrževati dobre odnose s sosedami, je treba včasih tudi malo zarobantiti pa se zavzeti za svoje ljudi, ki tam živijo, ker so tudi prav ti ljudje lahko še toliko večji potencial za nadaljno gradnjo nekih dobrih odnosov s sosedami. Mislim, da bi želel bi si, da bi nas vodili tudi ljudje, ki so nesebični, ne vase zaverovani. Mislim, da beseda selfless iz angleščine dobro piše profil človeka, ki bi jaz hotel kot premijeja. Kdo naj vodi državo? Torej, kdo naj bojo voditelji? Da so res osredotočeni na dobro ljudi, dobro naroda in potem je pač vse skupaj precej laže. Na skupnost torej in na javno dobro. Ja. Kaj bi bilo tisto, kar bi si pa želel spremeniti, tako, če bi lahko imel pač eno željo, recimo? Kje? V državi, recimo. Joj. Eno željo. To je isto kot vprašanje, kaj bi si želel, če bi ulovil zlato rebico in imel eno željo. Jaz bi si vedno zaželel še za 3 želje, potem bi si zaželel 1, 2 in potem bi pri 3. želji rekel še 3 želje in tako nekako v nedogled. Ne? Ne vem. Po mojem je ena želja premalo. Ena želja je premalo. Pa nočem, da izpade, da zdaj mislim, da je tu pri nas vse narobe, ker to je jamranje, ki mi ni všeč. Ja, ampak mislim, pač več stvari je. No.
Okay. Poješ tudi, si član mešanega mladinskega zbora Emil Komel. Kaj se zgodi, ko poješ, ko pojete? Kje poješ in zakaj? To sem ful občutil med COVID-om, ker pač takrat mešani mladinski zbor Emil Komel je v Gorici. Ja. To je zbor iz Slovenske glasbene šole Emil Komel iz Gorice, to je v zamejstvu. In pač prav ta absurdna meja med COVID-om, o kateri sem pregovorila, je v bistvu nas prijatelje, dobre prijatelje, kolege, sopevce, v bistvu za 2 leti ločila. Ne? In neko pametno delovanje ni bilo niti mogoče. In takrat sem najbolj videl odsotnost tega. Meni pri sebi sem opazil, da vedno rabim nek način, da nekaj ustvarim na nek kreativni način in dam od sebe. Da rabim nek kreativni output in to mi pevski zbor ogromno omogoča. Zelo, zelo pomaga tudi to, da pač so tam eni krasni ljudje, res, mislim, z njimi se lahko pogovarjamo o čemerkoli, res se dobro poznamo, mislim, z nekaterimi se spoznam že 17 let, toliko časa pojemo skupaj, šli smo skupaj skozi puberteto, otroške probleme, zdaj odrasle probleme in je ena taka res lepa skupnost, ki ti daje ogromno. Potem je tako tudi tukaj glasba, o kateri bi zdaj lahko govorili, nešteto v zborovsko glasbo, to je nekaj fascinantnega, mislim, da je pač itak že v krvi vsakega Slovenca, vsake te neke slovenske, del slovenske kulture, ki je itak neizbrisen. Mislim, da itak vedno, ko se, ne vem, kjerkoli zberejo 4 fanti ali pa fanti in punce, itak se vedno poje, da nam je to že nekako naravno in se poje večglasno in že to večglasje nam je v krvi. Zakaj pojem? Zato, ker je lepo. Zato, ker, mislim, enostavno zato, ker je lepo. Ker daješ nekaj od sebe, se ženeš na en način, vedno premikaš neke meje, doživljaš ene močne emocije, tako zaradi skupnosti, kot tudi zaradi čustev, ki jih je skladatelj in hkrati tudi avtor oziroma avtor besedila, ki jih pač glasba in besedilo prineseta v bistvu to zborovsko glasbo. In to mislim, da itak ima pač to res potegne neke močne občutke iz človeka, če je zapeto na pravi način. Vrnila sva se k skupnosti in k lepoti. Tako da, Jakob, hvala lepa za tvoje odgovore, hvala, da si bil moj gost in še enkrat čestitke za nagrado. Hvala.